Papež Frančišek kljub poletju ohranja svoje srečanje z romarji na trgu Svetega Petra v Vatikanu. Ti vsako nedeljo željno pričakujejo njegov opoldanski nagovor, molitev in blagoslov. 17. julija je sveti oče besede zajel iz evangeljskega odlomka 16. nedelje med letom, ki govori o Jezusovem obisku v Betaniji ter o različnem zadržanju Lazarjevih sester Marije in Marte do njega. Zbrane na trgu pred Vatikansko baziliko je papež Frančišek posebej opozoril na velik pomen in vrednost poslušanja, ki ga je v medsebojnih odnosih sredi vsakdanjega življenja vse manj. Zatrdil je celo, da se prav v sposobnosti poslušanja nahaja tudi temelj miru. Potem, ko je sveti oče priklical v spomin Lukov zapis Jezusovega obiska v Lazarjevi hiši in prikazan tako različen slog gostoljubja strani Marije in Marte, je nadaljeval z razlago. O pogledu na Marto je ugotovil, da je bila zaradi prevzetnosti od skrbi s postrežbo v nevarnosti, da pozabi na to, kar je najpomembnejše, in sicer na gosta, na Jezusa. Za sprem gosta nista dovolj hrana in oskrba, temveč mu je treba predvsem posvetiti pozornost, treba mu je prisluhniti. S poslušanjem mu pokažemo, da ga sprejemamo kot osebo, človeka z njegovo zgodovino, srcem polnim čustev, tako misli, da se lahko počuti res doma, je dejal papež Frančišek. K nujnosti poslušanja se je sveti oče v svojem nagovoru večkrat vrnil. Poudaril je, kako zelo je pomembno, da Jezusu v resnici prisluhnemo. Iz konkretnega življenja je navedel primer, kako se zgodi, da se ustavimo pred razpelom, molimo in izgovarjamo molitve in po določenem času odhitimo dalje. Ne zaustavimo se v tišini, da bi tudi prisluhnili odgovoru. Ob misli naprej opisani dogodek v Betaniji je papež Frančišek upozoril, da je bil tam Jezus ne le učitelj, temveč tudi popotnik in gost. Jezusov odgovor Marti ima torej naslednji neposredni pomen. Marta, zakaj se tako močno ukvarjaš z delom za gosta, da pri tem pozabiš celo na njegovo prisotnost, kot da bi gost bil iz kamna, za njegov sprejem niso potrebne mnoge reči, nasprotno, potrebna je ena sama stvar in to je poslušati ga, mu prisluhniti, izkazati mu sestersko bližino, tako da začuti, da se nahaja v družini in ne v nekem provizoričnem zavetišču. Ob sklepu opoldanskega nagovora pa je sveti oče povabil, naj si vsakdo v svojem srcu odgovori na vprašanje, ali si zares vzame čas za poslušanje, naprimer sozakonca, otrok, ostarelih in sklene, da se bo za poslušanje odslej bolj potrudil.